Danes v Pomurskem dnevniku preselitev varovancev Doma starejših Rakičan, teniški turnir Murska Sobota Open 2024, razkol zaradi pustne povorke, pogovor z Anželjem. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prenova 8500 kvadratnih metrov notranjih površin je končana. Vsi stanovalci Doma starejših Rakičan pa so že od decembra nameščeni v prenovljenih prostorih. Kasneje so se iz začasnih lokacij preselile tudi druge službe. Razvojno usmerjen dom, ki je pravkar končal z velikim projektom, že zre naprej. Trenutno se namreč med drugim pripravljajo tudi na ponujanje storitve dnevnega varstva. Prenova matične enote Doma starejših Rakičan se je končala. Stanovalci pa so se po 1 letu in 9 mesecih končno preselili v svoje prostore. V Rakičanskem domu, ki je star že dobrih 45 let, so se po pretekli energetski prenovi stavbe lotili še celovite prenove notranjosti, v sklopu katere so prenovili 8500 kvadratnih metrov površin. Praktično od poda do stropa z prenovo vseh strojnih inštalacij, elektroinštalacij, prezračevanj, celotnega pohištva ter uredili dodatne prostore tako za stanovalce kot zaposlene. Pralnica je bila zastarela in v kleti, kjer je večkrat poplavljalo, zato smo uredili novo, popolnoma novo. Izjemno zahtevna naložba, ki je hkrati naložba v prihodnost. Sama investicija je sicer iz 12,4 milijona narasla na 14 milijonov evrov. Skupaj z začasnimi namestitvami v hotelu Diana pa je znašala 15,5 milijona evrov. Prispevek Rakičanskega doma pri prenovi je sicer znašal 3,5 milijona evrov. Ostalo so bila evropska sredstva. Stroški v Diani? 1,64 milijona so bili vsi stroški, se pravi od najemnin, potem opreme, ki smo jo morali tam dodatno namestiti, do več zaposlenih, ki smo jih morali imeti zaradi razdelitve na 2 lokaciji. Stroške za bivanje v Diani bo po koncu postopkov, ki so že speljani, domu povrnila država. In ti prenovljeni prostori, kot je izpostavil direktor zavoda, za vse predstavljajo boljšo kakovost dela in življenja. Mi moramo vedeti, da imamo sedaj samo še 1- in 2-posteljne sobe. Vsaka soba ima lastne sanitarije, lastno kopalnico. V sklopu prenove so bile vzpostavljene tudi tako imenovane gospodinjske skupnosti, kjer poteka delo v smislu simulacije življenja v domačem okolju. Tukaj potekajo potem lahko tudi delovne terapije ali pa del fizioterapije, ter seveda druženje naših stanovalcev. Na vsakem nadstropju smo dobili dodatno tudi balkone, tako da lahko stanovalci koristijo tudi zunanje površine. Stanovalci so se tako preselili že v decembru. Smo tudi hoteli, da preživijo tukaj praznike. Se navajamo na te nove prostore, stanovalci so po teh prvih informacijah zelo zadovoljni. Povratka v Rakičan pa so se seveda že zelo veselili oskrbovanci. Tudi gospa Temlin, ki je v domu že 8 let. Občutki so zelo dobre. Mislim, cel dom je obnovljen, nekaj novo pa je lepo. Moja soba je zelo lepa. Najbolj pomembno pa je, da osebje z direktorom na čelu lepo skrbijo za nas. Ne gre pa niti brez druženja v skupnih prostorih. Največ na kavo. Zaposlenih v vseh 3 enotah, torej v Rakičanu, Murski Soboti in Svetem Juriju, je 255. V enoti v Rakičanu nekje 180. Kapaciteta v Rakičanu je prej znašala 271 postelj. Sedaj imamo 236 postelj, s tem, da smo tudi v enoti Elizabeta nekaj postelj dodali, tako da je skupna kapaciteta našega doma trenutno 358 postelj. V Sloveniji se sicer že nekaj časa srečujemo s prostorsko stisko v domovih za starejše. Tudi tukaj je tako. Trenutno je pravzaprav več čakajočih na naši listi, kot imamo postelj na razpolago, se pravi vseh postelj v celotnem domu. Čez 400 prošenj imamo na čakalni listi. Tako da je, kot pravi direktor, težko karkoli načrtovati vnaprej. Tako da je nemogoče tudi potem podati sorodniku informacijo, kdaj bodo lahko prišli v dom, ker je to seveda odvisno tudi od tega, kakšna soba se sprosti, ali 1- ali 2-posteljna. Ali moška ali ženska. Kot dodaja, v domu trenutno uspevajo pokrivati vse kadrovske normative. Čeprav se pritisk občuti, kajti v srednje šole se vpisuje vse manj dijakov.
Problem so tudi visoki stroški, kar se bo gotovo kazalo v povišanju cene doma, čeprav je višino dviga težko napovedati. Če so dvigi pokojnin tam 8 do 10%, je potem tudi dvig stroškov lahko takšen. In jaz se bojim, da bodo dvigi v takšnem deležu tudi potrebni. V Rakičanu kljub vsemu načrtujejo še veliko tega. Razvijajo pa tudi storitvi, pomoč na domu in dnevno varstvo. Slednjo, ki se nekaj časa ni mogla izvajati, bodo poslej spet ponujali. Sicer v Murski Soboti v centru za starejše, potem v Bakovcih, kjer smo že pravzaprav na 90% spostavili infrastrukturo, in pa v občini Tišina. Živita pa tudi projekta o enotah v Črenšovcih in Dobrovniku. Pri prvem čakajo na odziv ministrstva glede zagotovitve dodatnih sredstev, pri slednjem pa je že pridobljeno gradbeno dovoljenje ter urejen prepis zemljišč na državo. V načrtu je, da bi se gradnja enote v Dobrovniku pričela v jeseni. Zaključek je določen za 30. junij 2026. Pogovori o enotah potekajo tudi z občinama Moravske Toplice in Tišina. Kot dodaja Hoblaj, potrebe po tovrstnih nastanitvah so in bodo, tako da se bo s temi problemi potrebno soočiti čim prej. Murska Sobota v teh dneh gosti mednarodni teniški turnir za mladinke in mladince do 18 let, ki ga sicer organizira Tenis center Murska Sobota. Včerajšnjo novinarsko konferenco so tako povezali s samo otvoritvijo turnirja, ki se bo zaključil s finalno soboto. Mednarodni teniški turnir Murska Sobota Open 2024 se je pričel v soboto s kvalifikacijami. Z jedrnim delom so zaštartali včeraj. Turnir spada pod okrilje ITF in šteje za svetovno lestvico mladink in mladincev do 18 let. Na turnir se je prijavilo 120 igralcev, v kvalifikacijah pa se jih je borilo 31. V glavnem delu je prijavljenih 32 mladink, ravno toliko pa je tudi mladincev. Tekmovalci so prišli iz 21 držav, tudi iz Kanade, ZDA in Kitajske. V kvalifikacijah je sicer nastopilo 12 Slovencev in 2 Slovenki, a se nobenemu ni uspelo uvrstiti naprej. Sicer pa so iz kvalifikacij v glavni del turnirja napredovali 4 tekmovalci. Neposredno v glavni žreb se je uvrstilo 13 Slovenk in 10 Slovencev. Prvi nosilec turnirja je Madžar David Bakoni, ki na svetovni lestvici zaseda 432. mesto. Pri mladinkah je prva nosilka Slovenka Ela Plošnik, 583. igralka sveta. Včeraj in danes je potekalo prvo kolo glavnega turnirja posamezno in dvojice. V sredo je napovedano drugo kolo v kategoriji posamezno in četrtfinalna srečanja v kategoriji dvojic. V četrtek sledi četrtfinale posameznikov in polfinale dvojic. V petek polfinale posamezno ter finalno srečanje dvojic. Izvedbo turnirja pa je tudi v letošnjem letu podprla mestna občina. Klub raste, tenis, popularnost tenisa v naši občini prav gotovo tudi raste na račun teh turnirjev, na račun dobre infrastrukture. In že samo podatek in dejstvo, da je bilo dejansko več prijav, kot je turnir sploh zmožen sprejeti tekmovalcev, govori o tem, da je turnir prepoznan, da ima svojo vrednost. Vse to pa je, kot nadaljuje Anžel, lepa priložnost, da se dobro ime občine ponese naprej. Delo soboškega kluba pa je pohvalil tudi direktor Nacionalne teniške zveze. Tu namreč že 3. leto poteka mladinski mednarodni turnir, drugo leto zapored pa tudi profesionalni turnir. Je očitno teniški klub Murska Sobota na pravi poti, da se vzpenja, da prodira, raste. Kakovostno delo pa, kot rečeno, soboški klub izkazuje na področjih organizacije in tekmovanj. Seveda so tudi v klubu veseli, da lahko gostijo takšno tekmovanje in s tem pripomorejo k prepoznavnosti mestne občine. Skupno bo sicer na dogodku podeljenih 16 nagrad. Turnir pa bodo sklenili s sobotnima finaloma v posamični konkurenci, ko bomo tudi dobili zmagovalca za 2024. S kurentovim skokom se je v petek na ptujskem območju začelo pustno dogajanje, ki bo trajalo vse do 14. februarja. Ena izmed najbolj obiskanih prireditev na tem koncu je tudi Fašenk v Markovcih, ki ga že 31. leto zapored organizirajo v občini Markovci,
kjer pa je glede same izvedbe povorke prišlo do nesoglasij med tamkajšnjim županom in delom občanov. Slednji so uresničili svojo napoved ter se zbrali na protestnem shodu. Ali boste letos tam namesto ene potekali kar 2 povorki? Včeraj točno ob 14. uri se je pred občinsko stavbo v Markovcih zbral del občanov in takole glasno in s transparenti v rokah izrazil svoje nestrinjanje z organizacijo letošnje osrednje pustne povorke. Razburila jih je županova odločitev, da se bo letošnja povorka začela tam, kjer se je ponavadi končala, pred občinsko hišo. V okviru peticije so zbrali več kot 750 podpisov občanov, ki so mnenja, da si župan želi le lepe predstave pred občino, na vaščane, ki dihajo za to tradicijo, pa pozablja. Pozivamo vas, da prisluhnete našim glasovom, da upoštevate našo peticijo, da se vrne tradicionalna smer trase pustne povorke. To ni le... Zbrane, bilo jih je okoli 300, je večkrat skušal nagovoriti tudi župan, a je po 3. poskusu obupal in se na govorniški oder ni več vrnil. Vsa ta negativna energija, ki je v vas nabrana, se spremenila. Potem, ko so zaključili s protestom, pa so nas opozorili še na občinski prireditvi, ki je sočasno potekala za občinsko stavbo. Kljub peticiji in protestu pa jim, kot kaže, niti za milimeter ni uspelo omajati županove odločitve. Ne, ni prišlo do nobene spremembe zaradi tega, ker mi je ravno ta protest še bolj, bom rekel, prepričal v pravilno odločitev, da letos ne spreminjamo povorke, trase povorke nikakor, ampak samo smer gibanja. Prav to, da župan ves čas govori, da gre za skupno odločitev, pa jih, kot pravijo protestniki, tudi najbolj razburja. Celotna ta zadeva je bila sprožena samo zaradi samovolje župana. On se je to samo odločil, jaz ne vem, s kom se je posvetoval, z svetniki prav gotovo ne. Jaz sem zdaj svetnik 6. leto in na nobeni občinski seji do zdaj o tem ni bilo govora. Župan sicer priznava, da je odločitev sprejel sam, a da jo podpira velika večina občanov. Vsaka taka prireditev mora imeti eno rdečo nit, mora imeti eno povezavo. Medtem ko je do povorke le še nekaj dni, nič pa ne diši po kompromisu, je še najbolj verjeten scenarij ta, da bodo lahko obiskovalci v Markovcih spremljali kar 2 povorki. Večina etnografskih mask bo prišla v Zabovce, vse karnevalske maske, ki pa imajo tudi ambicijo tekmovati, ker so tudi neke denarne nagrade, pa mislim, da bo šla iz smeri Markovc. Ljudje si bojo fašenk naredili tako, kot je bil. Jaz mislim, da se ne bojo upali motiti. So pa eni in drugi odločeni, da se med seboj ne bodo ovirali. Kljub zmedi, ki bi lahko v soboto tukaj nastala, pustno povorko vsako leto namreč obišče več tisoč ljudi, pa si tako ena kot druga stran želi, da bi obiskovalci tako ali drugače doživeli pravi pristen markovski fašenk. V studiu televizije Ideja smo gostili župana mestne občine Murska Sobota Damjana Anželja, ki je spregovoril tudi o proračunu za 2024 in 2025. Poglejmo kratek izsek, celotna oddaja pa bo na programu ob 18:30, ko je na vrsti oddaja iz našega studia Soboški ekran. Tukaj bojo morale biti prilagoditve. Tudi v občinski upravi dejansko ne bomo zaposlovali, nekaj zmanjšujemo še celo delovnih mest, tudi samo poslovanje racionaliziramo, tako tudi pričakujemo od javnih zavodov. Vsi skupaj sedaj pač moramo malo stisniti, da bomo potem lahko ta nek razvojni cikel nadaljevali in da seveda nikakor ne moremo občine spravljati v likvidnostne težave. Jaz pač upam, tudi v teh pogovorih smo se v to smer pogovarjali, da nekako bomo probali vsaj, da kvaliteta ostane na enakem nivoju. Mogoče bo nekaj manj prireditev, mogoče verjetno, mogoče kakšna košnja manj, dejansko prilagoditve bodo potrebne. Jaz si želim, da kvaliteto nekje držimo in da bi seveda občani in občanke čim manj občutili to. Verjamem pa, da bomo uspešni.
nekaj rezerv verjetno še posod je bilo, je pa res to, da to ni priljubljen ukrep in bil je pa dejansko nujen. Dan pred kulturnim praznikom se lahko ustavite v galeriji Murska Sobota, kjer jutri ob 11. pripravljajo recital učencev druge soboške devetletke. Ti se bodo predstavili z avtorskimi pesmimi, pa tudi s pesmimi različnih slovenskih avtorjev. Tako, sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta. Današnji dan je bil pretežno jasen. V Lendavi smo opoldne namerili 14, v Krajinskem parku Goričko 12, toliko tudi v Radencih, medtem ko je bilo v Murski Soboti 8 stopinj Celzija. Jutri se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa se bo že jasnilo. Na severovzhodu bo prehodno zapihal severozahodnik. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature na severu bodo od -3 do 0, drugod od 3 do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na vzhodu do 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli ničle. Podnevi od 14 do 15 stopinj. V četrtek bo na severovzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik. V petek se bo povsod pooblačilo. V zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 0 do 10, čez dan od 14 do 15 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.